Mavrični pokal zdravja je orodje, s katerim želimo spodbuditi aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu in tudi sicer, pa odkriti primere dobre prakse, s katerimi bomo spodbudili tudi podjetja, ki se s tem še ne ukvarjajo, da se bodo tega lotili. Poleg tega pa tudi nagradili tiste, ki na tem področju delajo dobro in tudi beležijo že dobre rezultate. Kakšna je bila naša misel, ob tem, ko smo se odločili za Mavrico? Gre za dva vidika. In sicer Mavrica je splet barv, pooseblja neke vrste barvitost, različnost in na področju promocije zdravja gre dejansko, mislim, za širok nabor različnih dejavnikov, ki na dobro počutje in na zdravje v življenju dejansko tudi vplivajo. Kaj vam pomeni današnje priznanje? Prejeli ste tudi prehodni Mavrični pokal zdravja. Vsekakor sem prijetno presenečen in pa vesel, seveda, ob prejemu tega pokala. Moram povedati, da presenečen predvsem o tem, ker smo res mikropodjetje in pričakoval sem, da bodo večja podjetja lažje sprejemala raznovrstne ukrepe na področju zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu. Kljub temu mislim, da so naši inovativni prijemi dali eno tisto dodano vrednost, v kateri je komisija prepoznala, da smo lahko tudi nosilec in skrbnik prehodnega pokala. Vemo, da je računovodstvo predvsem sedeč poklic. Kako skrbite za ergonomsko delovno okolje? Ja, računovodstvo je res sedeč in pa predvsem stresen poklic. Pri nas je, bom rekel, en plus to, da smo se preselili v nove poslovne prostore, v katerih imamo res ergonomsko opremo. Poleg tega smo pa v smislu varčevanja pri materialu izvedli oziroma organizirali centralno printanje, kar pomeni tudi ostajanje posameznih sodelavk pri printanju svojega gradiva. To pa pomeni, da smo čas sedenja dejansko zmanjšali, ker vsaka delavka mora poskrbeti za svoje dokumente. Posebno pozornost ste pri vas namenili kajenju, ki je poleg škodljivosti za zdravje škodljivo tudi za žep. Izračunali ste, da kadilec lahko na leto porabi do 1000 evrov za svojo razvado, da se pozna to tudi pri izgubi na efektivnem delu zaposlenega, in te razvade ste se lotili precej inovativno z dodatkom za nekadilski dan. Kaj ste storili? Ja, res je. Izračuni, ki smo jih naredili v prvem koraku, so bili neverjetni. Govori se o, desetinah evrov, vendar pa ni bil to tisti pravi cilj oziroma pravi vzrok za doseganje cilja. Stvar je v tem, da namreč, kajenje je dejansko zelo škodljiva razvada. Zato smo poskušali motivirati delavke dodatno in s tem, da smo uvedli ta 1,5 € za dan nekajenja, moram reči, da se preplači to, kar redno izplačuje, zaradi tega, ker večina zdaj delavk v družbi ne kadi. S tem smo prvič pridobili na samem zdravju, drugič je pa tudi firma, zmanjšala tisti neefektiven čas. Prihranki se pa namenjajo za posodabljanje opreme, skupne akcije, kot so, varna vožnja v centru, varne vožnje, obisk adrenalinskih parkov, družinskih piknikov in tako dalje. Spodbujate zdravo življenje tudi izven delovnega mesta? Vsekakor. Računovodstvo je taka dejavnost, da lahko vplivaš tudi na veliko drugih družb. Glede na to, da jaz razmišljam na tak način, da je računovodja tisti drugi človek v sami družbi, pomeni, da vse naše stranke so zelo dojemljive za razne predloge in s tem mislim, da računovodstvo oziroma računovodja kot tak lahko veliko pripomore tudi na področju zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu. Ste tudi ambasador zdravih delovnih mest, kar pomeni, da ste na Gospodarski zbornici Slovenije podpisali iniciativo za zdrava delovna mesta. Torej, podobne projekte, programe priporočate tudi drugim podjetjem? Vsekakor.
To, da smo, bom rekel, podpisnik izjave in s tem ambasador zdravih delovnih mest, če bom rekel, zaključim to moje razmišljanje, lahko rečem, da je ta prehodni pokal v bistvu nadgradnja tega. Vsekakor predlagam oziroma predlagam tudi drugim, da se pridružijo tej iniciativi, ker mislim, da so zdravi delavci tako v smislu samega dela in organizacije dela, kot tudi pri samem zaslužku zelo pomembni za vse družbe. Kaj vam pomeni današnje priznanje? Ja, predvsem neka potrditev, da prav delamo. Sicer je ta potrditev navadno pride že od strank, pride že od uspeha podjetja, ampak ja, če pa potem še iz strokovne javnosti dobimo tako potrditev, je pa sploh posebna čast. V vašem podjetju se zavedate pomena zdravega življenja in zadovoljstva zaposlenih, zato se svojih aktivnosti lotevate načrtno in sistematično. Recimo anketa, ki ste jo izvedli na začetku, je pokazala, da je vaš poklic precej stresen in sedeč. Katerih aktivnosti ste se lotili za razbremenitev teh težav? Ja, res je, v letu 2014 smo izvedli anketo. Izsledki ankete so pokazali, da je stres tisti, ki je največji problem pri nas. Najprej smo naredili delavnico o ozaveščanju, kaj stres sploh je, kakšne vrste stresa imamo in pa kako se temu lahko izognemo. Ter pa seveda tudi delavnico, praktični nasveti, kako ravnati takrat, ko si v stresnih situacijah, kako se že naprej na kakšne stresne situacije pripraviti. Poleg tega pa tudi smo zdaj začeli z redno dnevno telovadbo in mislim, da nam tudi to, da smo v dobri fizični kondiciji, pripomore, da umilimo ves ta stres. Kakšen pa je pomen zdrave prehrane pri vas? Enkrat tedensko nam pripeljejo sveže sadje, pozimi tudi suho sadje in pa oreščke. Predvsem smo želeli čokolade in sladkarije zamenjati z zdravo prehrano in vemo, da je ravno ta pisana in uravnotežena prehrana tudi vir zdravja in je zelo pomembna za samo življenje in pa seveda potem tudi za delo delavcev. Za vaše podjetje, ki deluje na 3 različnih lokacijah, je pomembno tudi interno glasilo. Kako z internim komuniciranjem pomagate pri obveščanju in osveščanju o zdravju na delovnem mestu? Ja, interno glasilo v prvi fazi je namenjeno temu, da vsi vemo, kaj vse se v podjetju dogaja. Dobre prakse iz ene pisarne prenašamo potem tudi preko tega glasila v druge pisarne. Predvsem je pa pomembno, da se medsebojno zelo dobro poznamo, da zelo dobro sodelujemo, da se res v bistvu dobro počutimo, zato ker samo, če se dobro počutimo, lahko to prenašamo potem tudi na svoje stranke oziroma na zadovoljstvo. Kako se odzivajo zaposleni? Bom rekla, da super. Kakšni načrti v zvezi s promocijo zdravja za naprej? Ja, najprej spet naslednja anketa, zato da vidimo, kako smo bili pač uspešni v teh aktivnostih, ki jih že delamo in pa kaj so predvsem zadeve in pa aktivnosti, ki si jih zaposleni v tej zvezi še želijo. Kaj vam pomeni današnje priznanje? Predvsem mi pomeni eno veliko priznanje, ker jaz kot mikro podjetje, kot sem že povedala, sem lahko konkurenčna tudi večjim organizacijam in z majhno in enostavnim pristopom k promociji zdravja in širjenju zdravja lahko veliko narediš. Vaš moto je, če hočeš dolgo delati, moraš migati, zato so vaše aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu usmerjene predvsem v športne dejavnosti. Pri tem presegate meje podjetja, krog udeleženk se tudi vztrajno širi. Koga vse vključujete v te vaše aktivnosti? Trudim se najprej v moji isti branži, predvsem kolegice iz računovodskih servisov, zaradi našega specifičnega dela, ki je predvsem sedeče in naporno za oči in za ostalo
celotno Mišičevje. Priključili pa so se tudi drugi, predvsem prijateljice oziroma znanke teh kolegic, ki so iz drugih dejavnosti in iz drugih organizacij. In mislim, da se ta ideja kar dobro širi, predvsem lokalno. Med drugim poudarjate vključenost telesnih aktivnosti v urnik vsakdanjih opravil. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da jaz osebno zjutraj, ko se vstanem, naredim neke svoje vaje, ki jih pač treniram že celo življenje v borilnih veščinah. Predvsem gre tu za dihalne vaje, za vaje razteznosti in vaje za male mišice, kot temu rečemo, stabilizacijo trupa in nekaj majhnega tudi za moč. Ta aktivnost zjutraj me vzame med 5 do 10 minut in to je tisto, kar najbolj poudarjam in promoviram med svojimi udeleženkami. Drugače pa je še tukaj vsaj tek ali sprehod, pa je dovolj. V letu 2014 ste skupaj z Evropo Dono prostovoljno pristopili k organizaciji drugega teka in hoje za upanje v Slovenski Bistrici. Tako skrbite tudi za širjenje zavesti o zdravstveni preventivi. Kakšni pa so v tej smeri načrti za naprej? Načrti so veliki. Letos nas je Evropa Dona povabila k organizaciji oziroma k pomoči pri pridobitvi kondicije za udeleženke na DM-ovem teku, ki bo v Ljubljani v mesecu maju. Kasneje nameravamo organizirati ponoven tek v Slovenski Bistrici, zdaj bi naj postal tradicionalen, to je 10. oktobra ob 10. uri v Bistriškem parku. In če bo odziv dober, kar zaenkrat kaže, bi se naj ta vadba potem nadaljevala tudi čez celo leto. Danes je bila prva podelitev, do zaključka projekta v letošnjem letu bomo imeli še 2. Druga podelitev bo spomladi, tretja in zaključna podelitev bo v začetku jeseni. Morda bi povedali še to, da nagrajenci prejmejo mavrični pokal zdravja. Poleg nagrajencev pa v vsaki podelitvi izberemo tudi tistega, ki prejme največje število točk, in ta prejme še tako imenovan prehodni veliki pokal zdravja, ki ga bo na naslednji podelitvi predal novemu zmagovalcu, z največjim številom točk. Na tretji zaključni podelitvi pa bo absolutni zmagovalec ta veliki pokal pač odnesel s seboj za vse večne čase.